Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Gorenjska plaža se ponaša z dvema bazenoma, primernima za otroke in odrasle vseh starostnih skupin. Za dodatno igrivost in sprostitev poskrbijo vodni dodatki, kot so divja reka, zračna središča in stenske masaže. Cena za celodnevno kopanje je 5 evrov za odrasle osebe, 4 evre za dijake, študente in upokojence, 3 evre za osnovnošolce ter 1,5 evra za predšolske otroke. Družine skupno 3 osebami bodo za celodnevno kopanje odštele 11 evrov, družine s 4 člani 13 evrov, družine s 5 člani ali več pa 15 evrov. Res sem zadovoljen, ko se pejem mimo in vidim, kako ljudje srečni, zadovoljni zapuščajo, zagoreli zapuščajo kopališče. Začenjamo že ob 7 uri zjutraj s plavanjem za rekreacijo po 1 evro, potem pa čez dan druženje, prijateljevanje starih in mladih. Tudi letos pričakujemo dober obisk. Gorenjska plaža je tudi gostiteljica raznih kulturnih prireditev, med katerimi so bili doslej največ pozornosti deležni koncerti glasbenih skupin in posameznikov. Nenazadnje je pa Tržič veliko pridobil tudi z lokalom Firbec Oken, ki ima odlično ponudbo, vse več strank v poletnem času je pa še posebej dragocen. To je tisto, kar dela turizem in pa tudi naše mesto zanimivo in pa privlačno. Na eni strani naravne danosti, dediščina, na drugi strani pa mora seveda temu iti tudi ustrezna postrežba gostov, kajti gostje so danes vse bolj zahtevni. Plaža pa je le delček razvijajočega se turizma na Tržiškem. Število nočitev se je v zadnjih letih opazno povečalo, tudi po zaslugi finančne podpore občine za sobodajalce. Na letošnjem razpisu za gospodarstvo so bili uspešni kar 3 sobodajalci, ki bodo na novo oddajali kapacitete ležišča in pa seveda močno investiramo tudi v planinske koče. Občina Tržič je bila uspešna na razpisu Alpe Adria Karavanke, kjer bomo pridobili okrog 200 tisoč evrov za posodobitev 3 planinskih postojank, razvijamo jih pa v smeri pohodništva in pa seveda tudi v smeri turizma. No, potem pa še na eni strani močna postavka poleg gorskega kolesarstva, pohodništva, tudi naravna dediščina z Dovžanovo sotesko in pa kulturna dediščina, kjer pa v muzeju vsako leto prenovimo eno od zbirk in tudi letos se bomo veselili prenovitve tekstilne zbirke.